Multipla skleroza je žal še vedno neozdravljiva bolezen. Toda možnosti zdravljenja in dobrega obvladovanja te bolezni vzbujajo upe, konkretne. V kakšni vlogi, v kakšnem položaju je danes pri nas klinična medicina? Kako uspešni smo pri zdravljenju te bolezni, zlasti zdaj, ko slišimo, da prihajajo tudi nove možnosti oziroma da so že tu? Vsekakor so odlične možnosti za bolnike z recidivno remitentno multiplo sklerozo, se pravi multiplo sklerozo v zagonih. Imamo neke konkretne podatke, da je zgodnje zdravljenje uspešno, imamo podatke v zadnjem času, da je potentno zdravljenje koristno v zgodnjem obdobju in imamo več kot 10 zdravil, ki jih poskušamo in v bistvu med temi zdravili poskušamo najti optimalnega za našega konkretnega pacienta. Novo zdravilo, ki prihaja, je visoko učinkovito, zaenkrat tudi ni hudih varnostnih signalov, čeprav moramo reči, da je podatkov o tem še premalo, tako da je vsekakor zdravilo, ki ponuja neko dodatno možnost za naše bolnike, je zdravilo, ki bo pogosto predpisovano, je zdravilo, ki je visoko učinkovito, je zdravilo, ki je elegantno za zdravljenje v obliki podkožnih injekcij na nekaj tednov, tako da si veliko obetamo od tega zdravila. Nekoliko drugačna situacija je pri bolnikih z napredujočimi oblikami multiple skleroze, ampak tudi tukaj so prvi začetki v zadnjih letih bili narejeni. Imamo 2 pripravka, siponimod za bolnike s sekundarno napredujočo multiplo sklerozo in ocrelizumab za bolnike s primarno napredujočo multiplo sklerozo. Pri teh bolnikih se pa trudimo prepoznati tiste, pri katerih bodo omenjena zdravila učinkovita in na ta način dolgoročno stabilizirati stanje, kolikor je le mogoče. Omenili ste, kako dobre so pravzaprav možnosti zdravljenja oziroma nakazane dobre možnosti zdravljenja pri zgodnji diagnozi. Zato me zanima, v kakšni fazi bolezni pa je pri nas v povprečju postavljena diagnoza? Ja, v veliki večini v fazi recidivno remitentne multiple skleroze, pogosto tudi že po prvem zagonu, ko še nismo prepričani, da to sploh bo multipla skleroza. Seveda 10 do 15% bolnikov pa ima napredujočo obliko že od začetka in pri teh postavimo diagnozo pač v napredujoči fazi. Tako da jaz mislim, da je zgodnja diagnoza danes praktično pravilo. V zelo poznih obdobjih izjemno redko postavimo diagnozo. Kako pa je z zbolevnostjo za multiplo sklerozo? Ali število obolelih v povprečju na letni ravni ostaja enako ali se ti podatki morda spreminjajo? Ja, v bistvu nekaj rasti, to se pravi, incidenca, pojavnost multiple skleroze je v porastu, posebej v zadnjih desetletjih. Ni nujno, da se bo ta trend nadaljeval. Mogoče najbolj preprosto je, da rečem, če ima pojavnost približno 5 bolnikov na 100.000 prebivalcev, da letno diagnosticiramo 100 novih bolnikov z multiplo sklerozo.